Jaz sem šel študirati na Dansko in tu priporočam vsakemu mlademu, da če ima možnost iti študija v tujino, piči. Zakaj? Tam boš spoznal ljudi iz celega planeta, nehal boš sanjariti o tem, kako je živeti izven Slovenije, ker je večina sanjara, ne. Pa si mislil, tam je buš, pejti ven. Jaz sem tudi mislil, Danska, super, sem bil v Esbjergu, na zahodu Danske, piha skus, razumeš, mrzlo, sem rekel, nikoli ne bom živel. Prej bi pa vedno gor živel, ne. Isto, ker sem imel sanje v Nizozemski, sem bil mlajši, smo šli na Nizozemsko, starši za en teden. Ne bom živel gor, ker piha skus, meni to ni všeč, ne. Tako da, glavno, kaj si se gor naučil je, ker se družiš z ljudmi iz celega planeta. Jaz takrat malo bolj razmišljal, kaj bi o življenju in tako naprej je, da 8 milijard 60 milijonov ljudi je. Si želi dve stvari, čisto vsak človek, ne. In to je sreča pa ljubezen. Do zdaj ni še noben ne dvignil roke, ja, ne. Bi rekel, bi bil raj srečen ali nesrečen, bi rekel, ne, jaz bi raj nesrečen, pač ni. Ampak pa, kjer je dve stvari pa v družbi najbolj manjkajo, ne. Ja, sreča pa glih te dve. ja. Pol vprašanje, ki ga zastavim mladim je, ne, pač kako to, ne, kako veš, da tega ni, ne, ker srečni pa ljubeči ljudje ne škodijo vse pa ostali, vsi ostali pa prazno slamo kvar. In pol imaš čisto majhen hack, ne, 3-sekunden hack, kako si lahko več časa srečen pa ljubeč. Vprašaj se, ne glede na okoliščine, kaj bi naredil srečen pa ljubeč. Pa dobiš idejo, mogoče bi se vodil opravičil sošolcu, sem ga včeraj užalil, na poti do njega ti skoči iz ruzaka ego, ne si to opravičiti, ne boš ti ta pusi, ki se prvi opravičuje, ne, obrneš hrbet. A nisi obrnil hrbta sočloveku, ne, si obrnil hrbet sreče pa ljubezni.